Evo, tedenski report, kaj se je dogajalo ta teden na energijskem nivoju v zvezi s temi našimi politiki in mano. Torej, bil je zanimiv teden, ki pa je bil predvsem usmerjen v notranjost, v notranje procese. Namreč, v petek sem jaz posnela vpogled za Stevanoviča, torej sem povedala, kakšen je njegov svet, ampak njegov svet je izjemno zaščiten. In to so tisti, ki so dobili dostop do tega posnetka, torej to so člani skritega kluba Gola Slovenija. V opisu videa najdeš link, če se hočeš prijaviti, in 5 dni po aktivaciji oziroma 5 dni po prijavi dobiš tudi link do skritih vsebin. Zaenkrat je notri razkrit svet od Zorana Stevanoviča. Vidiš, zdaj, ko sem rekla razkrit, sem tako naredila, ker v bistvu ni razkrit, ker je njegov svet tako zelo zaščiten. Kar lahko povemo o njegovem svetu, je to, da živi v trdnjavi in ta trdnjava ima zelo debele zidove. Kaj to pomeni? Ljudje, ki so v trdnjavi, pogosto so bili enkrat v življenju zelo, zelo globoko ranjeni in potem zgradijo to trdnjavo, zato da se na nek način zaščitijo. In to so ljudje, ki so zelo tako zaščitniški do sebe, zelo skrivnostni in v bistvu zelo pazijo na to, kaj dajo ven v javnost. Torej, zelo so preračunljivi. In to mi je bilo zanimivo raziskovati pri Stevanoviču, zato ker on mi je dal nek tisti, preden sem se jaz poglobila v njegovo energijo, čisto ta površinska energija, ki sem jo spremljala na socialnih omrežjih, mi je dala občutek, da je on nekdo, ki je pripravljen iti globoko. Ampak ko sem raziskala njegov svet, sem videla, da ne vem, ne? No, on govori o nekih mostovih, ampak on ima v svojem svetu ene same zidove. In to mi je malček kontradiktorno, hkrati pa se mi sklada tudi s tem, kar je rekla moja sestrična, ki ga je opisala kot hipokrita, ne? Pač tako ona čuti njega. Zdaj, jaz nisem imela razloga, da bi imela o njem tako mnenje, ker nisem nikoli kaj takega zasledila, ampak ona se pa bolj ukvarja s politiko, tako da ji zaupam. Oziroma ji verjamem, da je morda videla kakšne take njegove akcije, ki so bile kontradiktorne ali kakorkoli. In definitivno, zdaj, ko sem raziskovala njegov svet, sem to tudi videla, no, pač videla sem možnost, da ima ona prav, ne, da je pač prav ocenila njegovo energijo. Oziroma, da je prav, da je videla neko celostno sliko o njem. Zdaj, jaz takrat nisem mogla iti globlje v njegov svet, ampak fora je, da on s to trdnjavo ščiti nekaj svetega, nekaj, kar je njemu svetega, ne. In logično, vsi imamo trdnjave v naših svetovih nekje, pač vsi smo bili nekje ranjeni, vsi smo nekje zgradili trdnjavo. In s to trdnjavo pa glih čuvamo pogosto neko našo globino, ne. In recimo tle sem pri Stevanoviču videla, da ima on nek skriti vhod. In v bistvu potem, ko sem jaz končala snemati njegov video, oziroma tega istega dneva zvečer, sem se jaz pretihotapila v ta njegov svet, sem uspela iti notri in sem ga uspela na nek način pretentati. Ampak potem je bilo tako, da je on začutil neko energijo, neko možnost, da morda bi se on lahko bolj odprl in me je poiskal in me peljal v ta svoj podzemni svet. In v tem podzemnem svetu svojem, ki ni tako zelo globok, ampak mi je pokazal nekaj, se pravi, peljal me je po nekem rovu in prišli smo do nečesa, pač ne smem povedati kaj, ker je njegov svet zaščiten in to je pač, lej. Če hočeš vedeti več, moraš iti v skriti klub Gola Slovenija in postati aktivni član, potem pa si lahko to raziščeš. Ampak prišla sva do neke točke, ko je on pričakoval, da ga bom jaz napadla, ampak jaz ga tam nisem napadla in takrat me je spustil globlje v svoj svet. Kaj pomeni, da me spusti nekdo globlje v svoj svet? To pomeni, da se med mojo energijo in njegovo energijo zgodi nek tak, temu bi rekla lahko nek preplet, ki ga ne smem natančno opisati. In v bistvu ta preplet zbudi neke take zanimive občutke
In te občutki mi dajo vedeti, da sem pri tej energiji dobila zaupanje in me spušča globlje v svoj svet. Kaj pomeni zdaj? Zoran nima pojma za me, verjetno, pač ni nikoli, ne vem, da obstajam in vse to. Tako da pri vseh teh vpogledih je moja energija zgolj metafora za nekaj v njihovih življenjih, ne. Verjetno za njihovo žensko plat energije ali pa karkoli, neko njihovo skrito naravo ali pa kakorkoli, pač pri vsakemu je to nekaj drugega. In zdaj, on mi je takrat razkril neko svojo, dajmo reči, intimno stvar, neko svojo osebno stvar. Fora pa je, da pol, prav naslednji dan, ko me je on spustil v ta svoj svet, je javnosti pokazal nekaj osebnega. In sicer dal je sliko s svojo ženo. Se mi zdi, da je bila to njegova žena, ne vem, nisem šla tako podrobno brati, ampak ja, je bilo, ker je pisal neki tvoje oči, nek tak romantičen zapis je bil in zdaj ne vem, ali je že kdaj prej pokazal svojo ženo ali ne, ampak se mi je zdela zanimiva sinhroniciteta, da pol, ko je on mene spustil globlje v ta svoj svet, je naslednji dan pokazal svojo ženo, kar je nekaj intimnega, ne, se pravi, pokazati svojega partnerja in ga nekako vplesti v to dogajanje je neka pogumna odločitev in tudi hkrati intimna, ker pokažeš neko svojo privatni aspekt svojega življenja. In to je super, da je to naredil, ker je s tem v bistvu dobesedno pokazal oziroma je razkazal malo več tega svojega sveta. In glede na to, da je on politik in da hoče priti v parlament, to, da živi v trdnjavi, strateško ni najboljša poteza, ne, ker to bojo prej ljudje začutili in se mora on odpreti. Hkrati pa ta trdnjava je v bistvu naša zaščita in kadar ljudje pridejo do neke, glih pač zdaj je on ful na tapeti oziroma pač se kandidira za priti v državni zbor ali kakorkoli in logično ljudje ga imajo pod drobnogledom. In ljudje, ki imajo take trdnjave, so pogosto pač ostali ljudje to čutijo na nezavednem nivoju in ga hočejo, v bistvu hočejo mu to trdnjavo uničiti. In kaj se je dogajalo zdaj ta teden, pač ne vem, on je posnel nek video, da so ga klicali s Planet TV, da bodo, ne vem kaj neki delali, da v smislu, pol je on rekel, jaz se ne bom šel od teh vaših igric, ker vem točno, kaj hočete narediti, hočete me očrniti in bla, bla, bla. In pol so imeli oni neko srečanje s to resnico in tam sta bila neka dva brata, ki so bili kao, ne vem kaj, neki z drogo, ne vem. Se pravi, ful doživlja nekih napadov, kar je normalno. Ne, mislim, takih podmuklih napadov doživlja in to je normalno za ljudi, ki živijo tako v trdnjavah in so zaščiteni, ker to na tak človek podzavestno oddaja energijo nekega zaščitništva in seveda, kadar ti to oddajaš, si pa hkrati na taki pomembni funkciji, kot je biti nek poslanec v parlamentu, logično ljudje hočejo priti globlje in te hočejo na vsak način podreti, zato da pač pridejo do tiste tvoje resnice, da vidijo, kdo si ti zdaj in kaj zdaj hočeš, ne, in koliko si dejansko tudi močen, ne, koliko boš prestal. In zdaj ljudje, ki imajo take trdnjave, se ful hitro utrudijo. Zdaj, zakaj? Zato, ker trdnjava je nekaj na energijskem nivoju, kar je zelo težko vzdrževati. To je ta javna prezenca in ta moč in da si kot en tak bojevnik, ampak če se ti boriš s tem, da imaš to neko trdnjavo, da hočeš dati neko to svojo, pokazati to svojo moč, pač to je tako viteško, ampak vitezi niso bojevniki, vitezi so bolj stražarji, ne, in zdaj, če si ti kot nek bojevnik, on je ful tak bojevniški, ne, pač to se potem človek lahko hitro utrudi. In zato si jaz mislim, da on mora to svojo trdnjavo zrušiti, če hoče doseči res nek rezultat in tudi potem, če mora priti v parlament, da
dejansko ne bo po pol leta poniknil in ne bomo pol več o njim slišali, tako kot je ponavadi, ne, s temi novimi politiki, sploh takimi, ki so tako zelo glasni in pogumni in tako si upajo. On je zelo tak, kako bi temu rekla, ker ni konflikten v smislu, da išče konflikte, ampak ima tak konflikten pristop, zelo tako poniževalen do drugih, ne, ampak ne poniževalen, dobesedno tako druge zaničuje in nekako sebe poveličuje, ne, jeziček na tehtnici in take stvari. Pač tej, malo. Če bi bila jaz njegova svetovalka, bi mu rekla, glej, malček, omehčaj svojo komunikacijo, ne preveč neki, ker pol ti postaviš zelo, zelo visoka pričakovanja. In taka visoka pričakovanja je težko dejansko uresničiti v resničnem svetu. Se pravi, ko prideš pol ti v državni zbor, so na tebi ogromna pričakovanja. In če ti tega ne uresničiš, propadeš kot človek. In nekdo, ki ima take zidove v svojem svetu, bo zelo, zelo težko ugodil tem pričakovanjem, ker taki zidovi ti vzamejo ogromno energije, kar pomeni, da on za vsako svojo pač način, na katerega on pristopa, mu troši zelo, zelo veliko energije in lahko bi pač hitro bo poniknil, če bo tako, ker enostavno ne bo zmogel, ker ne vem, postavlja previsoka pričakovanja. No, kakorkoli, to, da je pokazal svojo ženo, neko svojo intimnejšo plat življenja, se mi je zdela dobra pot in tudi zanimiva sinhroniciteta, glede na to, da me en dan prej on spustil globlje v svoj svet. No, in v bistvu, ker sem bila jaz zdaj v tej trdnjavi, se tudi pri meni vse dogajalo nekako znotraj te trdnjave, ne. Torej, ful sem bila notranje usmerjena, nisem toliko čutila teh drugih energij, ampak sem se bolj ukvarjala sama s sabo in dosegla sem tudi dva mejnika lepa, ki sem jih opisala v videu Thea Lumina, ko smo raziskovali njeno energijo. Torej, je bilo glih to, nekaj me je vodilo k temu, da sem tudi jaz razkrila neke svoje globine. Torej, vse je bilo nekako v globinah. In nisem toliko drugih teh politikov zaznavala, kot bolj sem se ukvarjala sama s sabo in delala v bistvu na tem svojem notranjem procesu. Je pa zanimivo to, da ko sem šla jaz v ta svet od Thea Lumina, ta vpogled sem naredila v bistvu v sredo, objavila sem ga pol v četrtek, me je ta cel njen svet zelo spominjal na svet od Ferratovića iz stranke Pirati. In nekako sem pol začutila, da moram jaz narediti vpogled za Ferratovića ta teden, ne, se pravi danes. Zdaj, jaz sem ga že naredila, ampak ful sem nezadovoljna s tem, kako sem ga posnela, tako da ga bom probala zdaj še enkrat, pa bomo videli, kako se bo to izšlo, katerega bom pol objavila, onega bolj surovega prvega, ker je bilo tako. Saj je bil zanimiv pogled, sam nekako se ni se zaključil, kot da je nekaj še manjkalo in sem rekla, ok, morda moram najprej posneti ta tedenski report, da dam jaz to ven iz misli. Da se potem lažje nekako bolj osredotočim na njegovo energijo. Zdaj, kar se pa tiče ostalih politikov, Kordiš je bil zelo malo prisoten v mojem energijskem polju. Janša se je nekaj pojavil, in tudi on me je peljal spet v te neke svoje globine. Kako to izgleda? Ne vem, ali sem to že tle omenila. Ja, mislim, da sem, ta preplet energij, ko se zgodi. Torej, kako vem, da me bo neka energija peljala globlje v svoj svet? Pač med mojo energijo, ki je zgolj metafora za nekaj v njegovem življenju, in njegovo energijo se zgodi ena taka zanimiva energijska komunikacija, izmenjava in ustvari zelo ene take posebne občutke in v bistvu jaz bi to lahko opisala točno, kaj se zgodi, ampak ne smem. In zakaj ne smem? Zato, ker če bi to povedala, bi morda marsikdo lahko to začel izkoriščati, da bi se dokopal do globin od nekih določenih ljudi.
Kaj pomeni to, da se ti dokoplješ do globin? To pomeni, da ti lažje čutiš pristnejšo energijo neke osebe in lažje razumeš, kaj govori ta oseba med vrsticami, oziroma lažje razbereš neke njene skrite motive. Ker logično, mi, kadar komuniciramo s svetom, kot prvo, besede so omejene, ne. Z besedami ne moreš ti točno povedati vsega, kot čutiš. In dosti v bistvu pove tudi tvoja telesna govorica, ton glasu, barva tvojega glasu, hitrost govorice. Pač je ful enih dejavnikov, ki povejo veliko več kot same besede. Ne? In zdaj, kadar ti uspeš iti globlje v svet neke osebe, takrat jo bolj čutiš in bolj tudi veš, kakšni so neki motivi za njenimi dejanji. In zdaj, če bi jaz povedala, kako to dosežeti, bi torej marsikdo to lahko začel izkoriščati, pač to me je na nek način strah, oziroma se mi niti ne zdi pošteno to povedati, ker je taka stvar, s katero bi tudi sebe na nek način, pač je taka, to je taka, dajmo reči temu, pa zdaj, če rečem obred, to se sliši grozno, tudi ritual je grozno, ampak je res neka taka zanimiv, kako bi to opisala, mogoče ples energij, ne vem. Lahko rečemo ples energij, ajde, to pa, če bi kdo hotel probati plesati z energijami, ker je poseben ples, ne vem, kako to opisati. V glavnem, kadar se zgodi ta ples, te potem človek pelje globlje v svoj svet, kar pomeni, da ti bolj čutiš njegovo energijo, bolj veš, kaj, bolj poznaš to intimno plat te osebe. Intimno v smislu tiste stvari, ki so pač očem nevidne, ki so ušesom neslišne, ki so pač težje zaznavne. No, in v glavnem, Janša me je peljal globlje v te njegove svetove. On me je peljal tudi res v nek tak globok svet, ki je bil ful zanimiv, in to lahko opišem, to je bilo polno nekih vrtiljakov, nekih roller coasterjev. In to pomeni, da on, kadar se res povežeš z njim, tako ena na ena, kadar postaneš, dajmo reči, nek njegov res dober prijatelj, zaupanja vredna oseba v njegovih očeh, takrat te on popelje na vse te vrtiljake. In kaj to pomeni? To pomeni, da se lahko z njim zelo, zelo zabavaš. Torej, imaš lahko z njim take pogovore, ki so res zanimivi, čustveno intenzivni, ampak bolj vse nekako na tako malček tako adrenalin, malček zabave. Torej, kadar z njim komuniciraš, greš lahko v neke take tematike, ki so malo bolj tabu, ampak hkrati tako lepo, lepo peljejo, ne. Sem prišla do neke točke, ko sem jaz začutila, kot to ni to, pač na nek tak način se je to pol izšlo, in tle on čutil neko žalost, na nek način se je počutil užaljenega, in takrat v bistvu od tiste točke dalje me ni več toliko spuščal v te svoje globine. Ampak recimo, kaj bi jaz rekla, ne, on je šel ful na to karto, da hoče doseči ustavno večino, torej da bi sestavil koalicijo, ki bi zasedla velik del državnega zbora, kar pomeni, da ko imaš to ustavno večino, pa zdaj ne vem, ne vem, kako točno to gre, ampak če imaš ustavno večino, potem lahko spremeniš ustavo in ne vem še kaj vse. Fora pa je tudi, da on zavrača konstantno soočanja na teh 24 ur in to. Pač ne vem, večkrat sem slišala, da je bil povabljen in da je zavrnil. Ampak ima pa ful teh nekih dogodkov, ko v bistvu kao koalicija z volivci in pridejo te ljudje tja in imajo to neko srečanje, pač nek pogovorni večer ali kakorkoli. In nekako se mi zdi, da je on šel bolj na to karto, da tem novinarjem, ki jim on absolutno ne zaupa, da se jim izogiba in da v bistvu gre bolj na to, da se on povezuje z ljudmi v živo, kar se mi zdi dobra strategija. Definitivno osebni kontakt te dosti bolj povleče v eno smer, ne, pač dosti lažje človeka tudi začutiš in vse to.
Tako da jaz imam občutek, da na teh srečanjih je recimo tale roller coaster, ne, ker on govori o teh svojih prepričanjih oziroma svojih programih in je tako, ko ga poslušaš, pač ne vem, jaz nisem spremljala nič, razen tako, če vidim kakšen klip iz kakšnega tega srečanja. Ampak si mislim, da je zelo tak, da ustvari adrenalin, tako ko on govori in ko si ti to predstavljaš, kaj vse bi on rad spremenil, je tak adrenalinski. Ampak vidiš to, ko sem jaz pol na koncu prišla do, ko sva nekje tam bila na koncu tega nekega potovanja po njegovem podzemlju, nekako, pa ne vem, dobro, se to bom provala, ne vem, v glavnem mi je bil bolj zanimiv. Um, hm, ne vem, v glavnem, jaz sem šla pol s to Teo Lumina v te podzemne svetove in to me je nekako spominjalo na tega Feratoviča. Um, Se to mislim, da sem zdaj že govorila, ne vem, zdaj me je čisto ta Janša odpeljal na neke roller coasterje, ne vem, več mi je spihal v misli, ne, zdaj ne vem več, kaj sem niti povedala tle v tem reportu. V glavnem, ja, bil je bolj introspektiven teden, se pravi, bolj sem tudi jaz se ukvarjala s sabo, nisem bila toliko v povezavi z drugimi energijami. Ful sem si želela tega Anžeta Logarja danes preučiti, ampak njegova energija, moram še najti način, kako naj se energijsko z njim bolj povežem, ker mi je še tako zelo, zelo oddaljen, ne. Ker me predvsem zanima, kaj je zdaj s tem. A sta ona dva z Janšo res neki na skrivaj dogovorjena, ali sta res skregana, kaj je tukaj fora. To me res zelo zanima. Ampak po mojem bomo pol naslednji teden se lotili Logarja, bomo videli, kaj bo in kdo bo. Ampak ta Veratovič, mi je zelo zanimiv in se mi zdi, da nekaj ima mi zapovedati. Tako da jaz bom zdaj, pač ja, ok, če povzamem, ta teden je bil bolj introspektiven, bolj sem jaz raziskovala svoje globine. In razkrili so se mi pa tudi te ljudje, ki so me uspeli spustiti v svoje globine, so mi uspeli malček več razkazati. In nič, jaz bom zdaj probala še enkrat posnet za Feratoviča, bomo videli, kateri video bo potem zmagal. Mm, ja, no, tak teden pol bomo videli. Ja, nič, se vidimo, čau.